Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Danes obeležujemo slovenski dan hrane, lokalno pridelane na kmetijah in otroci takrat jedo slovenski zajtrk, mleko, med. Vi pa ste se odločili za to, da imate slovensko hrano kar cel teden. Ja, res je. Otrokom smo ponudili raznolike slovenske jedi in jih pospremili tudi s kratkim opisom, tako da so skupaj z učitelji se že, preden so šli v jedilnico, te jedi zaužiti, že lahko pripravili, malo izobrazili. Ne vem, recimo bujto repo smo jim ponudili, pa recimo kranjske klobase, danes smo joto, pa potico. Jedi, ki so bile nekoč na jedilniku, pa jih tudi danes še otroci zdaj spoznavajo in tudi sprejemajo. Danes pa ste povabili vse te pridelovalce iz različnih kmetij na Gorenjskem. Ja, res je. Imamo kar nekaj pridelovalcev, s katerimi sodelujemo skozi celo leto. Te smo danes povabili, odzvali so se kmetija Matijevc, potem kmetija Parjanež in pa pekarna Planika. Čebelarski del oziroma čebelarsko delo pa nam je predstavil tudi naš učitelj Vid Grašič, ki se s čebelarskim krožkom ukvarja na naši šoli. Ali vaši otroci jedo lokalno pridelano hrano? Zagotovo imate nekaj takih otrok, ki tega ne jedo, kot so žganci, jota, mogoče celo domača potica. Ja, res je, tudi nekaj takih otrok se vedno najde, vendar ne smemo obupati, jim približevati te okuse, zato da bi jih čim bolj sprejeli, se vendar je to hrana, ki tukaj zraste. In se mi zdi pomembno, da sprejemamo to hrano, ker je to vir našega preživetja bila že od nekdaj. Na vaši šoli dajete velik posluh sami prehrani tudi skozi leto. Ja, res je, tudi zato sem že tekom leta razmišljala o tem, katere lokalne pridelovalce lahko povabim v sodelovanju in v tisti del izločenih sklopov predvsem vključila takšne, ki delajo tukaj, se pravi, ki se ukvarjajo s pridelavo prehrane tukaj v naši bližini. Recimo kot je kmetija Dolenc, pa potem recimo pri Jernejc, ki so nam danes zagotovili jabolka, sodelujemo z pekarno Triler, pekarno Planika in še drugimi. Hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam. K slovenskemu zajtrku so se ta teden pridružili tudi kmetija Matijevc in kmetija Parjanež iz Rateč pri Škofji Loki. In kako ste prišli do sodelovanja z osnovno šolo Frana Saleškega Finžgarja v Lescah? Ja, v bistvu je bilo zelo zanimivo, tokrat z izjemo, kar moram pohvaliti, Barbaro Weber nas je ona sama poiskala. In sicer zaradi sladoleda, ki je slišala, da smo na festivalu, imamo zelo popularen festival v Škofji Loki, sladoleda, smo tam zmagali, se pravi, že tretjič zapored za najboljši sladoled in je mislim, da Gorenjskemu glasu slišala za nas in nas je kontaktirala. In kako ste se pridružili potem ta teden? Ja, ta teden nas je pa tudi kontaktirala in je prosila, če bi imeli kratko predstavitev naše kmetije in smo se z veseljem odzvali. Ja, vi pa prihajate iz kmetije Matijevc, zelo znana kmetija v Podbrezjah in pravite, da sodelujete že več let s to šolo. S to šolo ne sodelujemo več let, smo začeli pred kratkim z dobavo kislega zelja in tudi svežega zelja. Zdaj so nas pa tudi prosili, če bi lahko tudi prikazali v teoriji in v praksi, kako je od sadike zelja do končnega izdelka kislega zelja. In s čim ste jim postregli ta teden? Ta teden v bistvu smo imeli samo predstavitev, drugače pa na šolo trenutno sodelujemo z našim sladoledom, drugače pa imamo tudi vse ostale mlečne izdelke. Kakšne? Se pravi od jogurtov, skute, sira za žar, sadne skutke, ogromno teh vse mlečne izdelke, skoraj, ki so na voljo. Ste tudi vi pristopili na ta način, da ste jim predstavili vaše izdelke? Ja, predstavili smo, danes smo predstavili samo bolj zelje, drugače smo pa tudi predstavili, s čim se vse ukvarjamo, da se ukvarjamo s sadjarstvom, turizmom, poljedelstvo in smo jim na kratko predstavili, kako izgleda na neki taki kmetiji. So otroci to z zanimanjem sprejeli oziroma poslušali, kar ste jim povedali? Seveda, bili so zelo veseli zaradi tega, ker ni bilo samo teorije, ampak je bila tudi praksa.
Praktično sem jim prikazal, kako izgleda, da zelje naribaš in posoliš, na koncu pa še obtežiš in potlačiš v bistvu na način ročni način. In da dobi pravi okus, ne? Hvala lepa objema. A ti veš, kaj sodi k slovenskemu zajtrku? Ja, Kaj, povej mi. med, jabolka, maslo in kruh Tudi doma ješ to? in mleko. Mleko. Kaj pa med, maslo? Ja, Tudi. ja. Tudi. Kaj ste pa jedli ta teden tukaj v šoli? To, kar smo danes, pa ene namaze tudi, pa Ti veš, kaj je slovenski zajtrk? ja, Kaj spada k njemu? med, maslo, mleko pa jabolko. Kaj pa ste jedli cel teden, ker ste imeli cel teden domačo hrano, kot sem slišala? Namaze, veliko namazov smo imeli. Tudi kakšen domač sok? Ne, Ne? čaj. Čaj, pridelan iz domačih rastlin? Ja, Živjo, kdo si pa ti? Laura. Kaj sodi k slovenskemu zajtrku? Kakšni namazi ali pa kakšne take juhe, pa solate. Kaj pa ste jedli čez teden, ko so vam predstavljali iz Planike, iz kmetije Matijevci, Škofje Loke? Ubare, pa solate iz vrta, pa sadja iz dreves. Ali tudi takrat, ko ste doma, jeste zdravo hrano? Ja. Vsi trije? Ja. Super, hvala lepa.